Zakon bi odpravil doslej veljaven zakon o evropskih skupnostih sprejet leta 1972, ko se je Velika Britanija pridružila povezavi. S tem dejanjem bi britanska zakonodaja znova prevzela primat nad evropsko zakonodajo. Hkrati pa bi zakon končal tudi pristojnost evropskih institucij in sodišča Evropske unije v Združenem kraljestvu. Britansko javnost in politiko sicer še vedno skrbi, ker pogajanja z Evropsko unijo ne napredujejo. Vodja britanske diplomacije pri pogajanjih z Evropsko unijo David Davis je prepričan, da je sporazum s politično voljo na obeh straneh dosegljiv. But we need to see flexibility, imagination and willingness to make progress on both sides if these negotiations are to succeed and we are able to realise our new partnership. Osnutek zakona predvideva tudi popravke zakonodaje, za katere bi bili pristojni ministri posameznih resorjev. Prav ta rešitev skrbi laboriste, ki vladi očitajo, da želi v zgodovinskih odločitvah odločati sama. Toda David Davis pomirja in obljublja, da bo parlament imel možnost razprave o vseh vidikih izstopa iz povezave, tudi o sporazumu z Evropsko unijo. I can now confirm that once we've reached an agreement, we will bring forward a specific piece of primary legislation to implement that agreement. This confirms that the major policies set out in the withdrawal agreement will be directly implemented into UK law by primary legislation, not by secondary legislation under the withdrawal bill. This also means that Parliament will be given time to debate, scrutinise and vote on the final agreement we strike with the European Union. This agreement will only hold if Parliament approves it. Davis, ki je pogajanja z Evropsko unijo označil kot najtežja pogajanja v zgodovini, verjame, da bosta Velika Britanija in Evropska unija do 29. marca 2019, ko naj bi Velika Britanija izstopila iz Evropske unije, dosegli dogovor. A tudi če dogovora ne bo, to ne pomeni, da se bosta Unija in Velika Britanija konec marca 2019 nehali pogovarjati. Združeno kraljestvo je bilo od leta 1973 v Evropski uniji in sodelovanje je potekalo na zelo različnih področjih. In ta vprašanja bi bilo treba rešiti in tudi, če grejo brez pogajanj, jih bo enkrat treba rešiti. Zgodovinski zakon, kot je zakon o izstopu iz Evropske unije poimenovala britanska premierka Theresa May, bi naj zagotovil nemoten in urejen izstop Velike Britanije iz povezave. Toda izstop iz Evropske unije ne pomeni tudi izstopa iz družine evropskih držav. We remain a European nation. Our history marked by shared experience. Our societies shaped by common values. Our economies interdependent. And our security indivisible. Zakon o odhodu iz Unije naj bi bil sicer dokončno pripravljen in sprejet najpozneje do datuma odhoda Velike Britanije iz povezave.